Pozdravljeni. Pozdravljeni, evo, smo v novi sezoni Fotoučilnice v živo. Kaj bomo danes govorili, Aleksander? Tam se bo oddaja vrtela o fotopotepu, ki ga pripravlja Fotoučilnica v sodelovanju s Scottom Kelbyjem. Pogledali bomo nekaj fotk, ki si jih ti naredil na našem internem fotopotepu. Ja, malo smo šli vnaprej pogledati pot, pa to pa smo malo pripravili par stvari, a ne. Ja. Druga stvar je pa to, da smo pripravili tudi nek intro video za to, a ne, ki je bil potreben. In na tem videu je bilo tudi nekaj No, to pa pustiva. nekaj lepih Okay. smešnih kadrov, ne. Na koncu bo povedala še malo o fotografiranju jeseni. Ja. In to jaz mislim, da bo za danes. Bliža se jesen, ja. Čudovite barve in tako naprej. Tako da. Okay. Začneva s fotovokom. Lahko, kar. Torej, vse smo že povabili preko naše spletne strani, da se nam pridružijo na fotovoku. Fotovok organiziramo v bistvu v Sloveniji v sodelovanju s Scottom Kelbyjem. Zdaj, če klele pogledam ta trenutek, je na ta fotovok prijavljenih že 875 mest, 875 lokacij in 13.022 fotovokarjev. No, med njimi je tudi 27 Slovencev, ki se jih je že prijavili, tako da nekaj mest je še prostih, tako da se nam lahko pridružite. 3. oktobra se bomo dobili ob 10. zjutraj na Kongresnem trgu. Sprehodili se bomo po Ljubljani. Jaz mislim, da bo zelo zanimiv. Absolutno. Planiramo eno tako ruto, tudi mogoče na Ljubljanski grad. Jaz upam, da bo lepo vreme, da bo zdržali, naročili smo. Držimo pasti. Tako da tisti, ki še razmišljate, ali bi prišli ali ne bi prišli, pridite brez nadaljnjega, se prijavite. Prijavo najdete na naši spletni strani in to je to. Ja, povedati je treba še to, ne, da pri prijavi je dobrodošla tudi donacija €1. Ja, to je res $1 v bistvu. Oziroma $1, tako da bo bolj točna. Donacija gre pa letos za dobrodelnost za otroke iz Kenije. Otroke iz Kenije, ja, tako. Sicer vse piše na tisti spletni strani, ja, uradni. Denar gre direktno tja, tako da mi v bistvu nimamo s to zadevo prav zelo veliko. Ja. Zdaj pa, Aleksander, midva sva se nekako z našo Anjo, ki danes ni z nami, sprehodili po Ljubljani. Smo se, ja. Naredili smo en tak uvod. Ti si v bistvu naredil kar precej fotografij, Anja jih je malo pa Marcel sta posnela en kup enega materiala. Ampak vsem bi bilo fajn, da bi mogoče ljudem pokazali, kako smo se imeli. Kako smo se imeli? Ja, tisti, ki si prej glih omenjal. Okej, čakaj, tole. Tako da boste videli, kako izgledajo fotopotepi v učilnici, ne. Pero, boš lahko tole pokazal? Pero, lahko preklopiš moj komp, jaz bom to dal na začetek. Evo, takole nekako to približno izgledalo. To je del enega videa, ki smo ga hoteli pripraviti, ampak nekako ni šlo, ne. Smeh je nalezljiv, no, tako da upam, da smo vas pripravili malo dobro voljo. In takole upamo, tako pri nas to izgleda, ne. Bomo počeli tudi na tistem fotovoku, ne. Ja, tako da. Ja. Ampak no, če gremo k resnim zadevam. Resni, pa ne smemo biti resni. Ja, no, vsaj majčken, no. Torej, naredil si par fotografij. Te fotografije zdaj ne kažemo zaradi tega, da bi, ne vem, karkoli želeli, ampak ne vam bojo kot neka vzpodbuda, kot neka ideja, kaj se vse da najdeti na sprehodu skozi Ljubljano, ne. Tako. Večino teh stvari običajno spregledamo, ne, gremo kar mimo, ne vidimo. Ja, res je. Tako da si treba majčkeno ustaviti, majčkeno razmisliti, opazovati. In da, Aleksander, malo pokomentiri, recimo tele rožice, kje si to naredil, kako si to naredil? Eno vprašanje, oziroma nekaj je smiselno, da še poveva, da tudi na tem fotopotepu bomo verjetno imeli s sabo tudi nekaj Canonovih objektivov za sprobati, a ne?
prav veliko ne, no, ampak ja, ne par kosov bomo imeli na voljo. Med drugim tudi objektiv 10-18, Ja. a ne, s katerim sem jaz večino fotografij naredil namenoma, da približno dobimo sliko, kaj pomeni 10 mm. Ja, 10 mm je kar širok. Ne? Širok na kropu v bistvu smo probali, da vidimo, kako te stvari potekajo. Peter, a ti vržeš moj komp noter sliko, da vidimo tele fotografije? Super. Super, vidiš. Evo. Tako kot je že Milan omenil, ne, sprehod po Ljubljani, večkrat gremo mimo vseh stvari. Zdaj smo pa namenoma probali biti pozorni tudi na neke detajle, na neke malenkosti, ne vem, saj slike niso ravno, kako bi temu rekel, reprezentativne, ampak ja, smisel je, da vidite, da se v bistvu tudi z temi novimi objektivi bomo probali malo fotografirati, no, pa ta široki kot bomo predstavljali. Tole je fotografija ene rože viseče. Da te ustavim, imeli bomo tudi nekaj teleobjektivov, imeli bomo s sabo tudi makroobjektiv, tudi, ja. Imeli bomo s sabo tudi recimo tilt shift objektiv, tako da kar nekaj stvari se bo dalo sprobati, ampak tukaj je bila želja, v bistvu, da probamo vas vzpodbuditi, ne, da tudi sami najdete neke detajle v Ljubljani. Ja, ker zdaj na tem fotovoku, mogoče prej nismo dosti natančno povedala, se bojo fotke ocenjevale, vi boste, pač, kdor bo želel, seveda, ne, ni nujno, kdor bo želel, bo fotke lahko naložil pač na spletno stran. Jaz kot mentor tega fotovoka bom določene fotografije izbral in jih potem poslal Scottu in bo Scott jih potem ocenil, zbral najboljšo in sledijo tudi neke nagrade, ki jih v bistvu pridejo iz njegovih rok, tako da niti ne vem, kaj ta nagrada zaenkrat še bo. Tako da ja, tukaj gre bolj za to, da vas vzpodbudimo. Tako. Zdaj pa pojmo že končno do teh rožic. No. Ja, nič, ne, detajl enih rož, ne, kako izgleda to na 10 mm, v bistvu vidiš, da probaš neke linije usmeritev nekega pogleda v sliko. A ne. To je fotografija narejena na 10 mm z novim objektivom, ki bo tudi na voljo na samem fotopotepu. Razne ulice z raznimi linijami, ki peljejo pogled v neko sredino fotografije. Super fasada, recimo, ne? Super fasada, ja. Tukaj sem se odločil za fotografijo tegale dvorišča. To je res nekje skrito dvorišče, predvsem zanimivost, kako še danes takole sušijo perilo. Ampak v bistvu ta fotografija je nastala z namenom širine objektiva pogleda na 10 mm. V bistvu, ne moreš nazaj stopiti. Ne moreš nazaj stopiti. Tukaj sem bil precej omejen, tukaj je bilo za mano mogoče pol metra placa. Zanimivi so odsevi, ne, v samem steklu, vse drugače fotografije ni nekaj posebenega, ampak ne vem, linije pelejo spet gora, ne, v bistvu res te širokokotni objektivi res dajo tisto linijo popačenosti oziroma zaradi te distorzije. Ne. To je pa 17 mm, v bistvu čisto nepopravljena zadeva, nepopravljena fotografija se pa da že na 17 ali na 18 mm že kar lepo, če se pravilno usmeriš, dobiti te linije dokaj ravne. Ne. Ja, treba seveda povedati, da gre tukaj za crop, ne. To je bilo na 7D narejen, ne. Ja, tako, ja. No, meni v bistvu predvsem pritegne ta linija svetlobe oziroma tudi, ja. Meje med senco, kljub temu, da gre za ostro svetlobo, ne, je tale linija noter, tale črta v bistvu poživi, ne. Pa seveda tale voda klele, ki teče. Ja, probal sem, ne vem, v takem dnevu narediti neko, ko bi temu rekel, rečemo dolg čas, no, ampak čeprav se vidiš, zaslonka je bila komaj na F10, bi jo lahko še komot zaprl do... Sem pa sprobaval zapirati zaslonko na tem objektivu, gre pa to zelo do F29, kar me je kar presenetilo. No. Ja, sej to pri teh objektivih, ko v bistvu se zaslonka ne da precej odpreti, ne, se je da vsaj zapreti. Ja, kaj pa ta kljuka, recimo, ne? Pero, vrneš sliko. Hvala. Je že nazaj. Evo, kljuka. Ja, nič, no, to je tista pot, ki je Milan prej omenil, ko smo šli na grad.
ogromno lepih motivov najdemo na poti na grad. Skoraj vsaka druga hiša ima malo drugačna vrata, malo drugačna okna, ni neke enotnosti, ne? In je velika raznolikost. In potem v bistvu sem poskušal s tem širokokotnim objektivom nekako najti neko smiselno, neke linije na fotografiji, postavljati kljuko v neko tretjino, kakorkoli. Ja, obstajajo fotografi, ki celo življenje fotografirajo, recimo samo okna, samo kljuke, samo ključavnice. Tako da mogoče kot neka ideja, ne, za nadaljnje delo. Ja. No, to je nekako na isti način, da sem postavil kljuko in ključavnico na neko tretjino. Ne. No, to je pa zanimiv moment bil, ko sem čez eno ograjo fotografiral. Ura je bila, se tle piše, 20 do 6, ni bila še tista prava svetloba, no, ampak se že vidi, da svetloba je kar, sence so trde. Ne. V bistvu je pa, kaj se je zgodilo, ne, zaradi same distorzije na 13 mm na objektivu je v bistvu oba stolpa potegnili v notranjost. Tako da, ja, v bistvu napihne, ne, kot soček. Tako, ja. Tukaj bi jaz mogoče poudaril, meni se tole zelo fajn zdi, 2/3 imamo neba, tako, ja. In 1/3 imamo spodnjega dela. Ne. Nikoli ne režemo recimo glih na polovici. Ne. Ja, obzorja ne dajemo nekako na sredino, izogibamo se temu. In tudi oba stolpa si zelo lepo postavil na neke tretjine. Tako, ne, na neke tretjine. Ne. No, to je pa en moment, ko sem hotel zajeti na 10 mm na kropu, sem hotel zajeti cel grad, Ljubljanski grad. V bistvu sem ugotovil, da mi je malo placa zmanjkalo, da nisem mogel priti na celo, ne? Ker tukaj na desni strani vaše fotografije se vidi, tukaj je glavni vhod, ampak ga nisem mogel nekako speljati, ker enostavno si omejeno. Drugače pa ja, zanimivo je, tako kot si že sam omenil, že prej, ko smo se pogovarjali izven etra, tale svetloba pod gradom. To je v bistvu tepih, ne, da rečeva. Tepih, tako, ja, ki daje neko tridimenzionalnost tej fotografiji. Ne. Tako, ne. Vključno spod kot spodaj. Zdaj, klele, verjetno koga moti, ne, to samo omenjam, ne. Te žice seveda lahko ven vržemo v postprodukciji, ampak namenoma nismo želeli fotk popravljati, ne. Fotke so take, kot so nastale, tako da je to. No, to je potem na tistem slavnem obzidju na Ljubljanskem gradu, kjer vsi fotografirajo na vse konce. Ne. Tudi spet narejeno na 10 mm, dejansko lahko res vzameš kompletno dvorišče notranje Ljubljanskega gradu. Mislim, se vidi, da je res to super objektiv, ne? Ja. Ker dejansko ne bi pričakoval tazga objektiva. Objektiv je oster, tukaj lahko rečem, ker objektiv je oster. Tukaj sploh ni... Ne, tudi glede distorzije in tega zelo kvaliteten. Tako, ja. Ni nekih... No, potem na drugo stran, kjer sem probal malo fotografijo samo uokviriti v neka drevesa noter, in pa seveda spet razdelitev tretjina, ne, vzgore 1/3 spodaj, 2/3 fotografije. Ja, ker je pač spodnji del bolj zanimiv kot zgornji, ne. Tako. Ja, super. Potem neke linije, ki zopet vodijo pogled v notranjost neskončnost, ne. Ali pa v neskončnost, ja. No, to je bil pa en zanimiv moment, ko sem v bistvu delal. Več fotografij sem tukaj naredil, ampak najbolj zanimiva mi je bila ta, dejansko, da nisem imel pogleda enakega, s katerega sem stal. V bistvu sem se sklonil dol, nekako sem iskal tisto linijo, da bi dobil, da se vidi tisto obzidje, pa globino, pa dvorišče te makete, ne, potem pa še dvorišče za maketo in nekako v ozadju stolp. Tako da ja, no. Ja, malo kot ideja, no, tudi za naše... Ja, ni fajn zmeri stati z vrha in fotografirati, ampak se ponavadi malo sklonimo ali gor ali dol ali kakorkoli. Tako, ja. Zopet linije vodijo pogled v neko tretjino. Ne vem. Kot ideja, ja. Kot ideja. Nekaj odsevo po Ljubljani, take fasade. Potem dopolnitev ene fotografije, ker če bi fotografiral zdaj samo opero kot opero, bi bila fotografija pač dolgočasna. Dopolnitev te fotografije pa točno s to zelenico, s tem ukrivljenim robom, ki da neko dimenzijo. Ja, ta parapet je res... Ja. Tako, no. In pa potem spet nekaj fotografij, kako z
rožami, ne, z nekim cvetom. In listje, kakorkoli že. Dodamo nek detajl, ki lahko poživi fotografijo, oziroma Ja. ta fotografija lahko tudi zanimiva. In pa nazadnje še ta en tak Klasična kičasta. klasična kičasti total, ja, pogled na grad, ne, z ene od ulic. Super. No, to so samo bile kot ideje in mi pa bomo 3. oktobra, kot smo rekli, že bili v zgodnji jeseni, a ne, kjer se bo tudi listje začelo počasi barvati. Tako da mogoče, Milan, kakšen nasvet za jesensko fotografiranje, kako bi se ga lotili za začetnike, če jim kaj povemo, Ja, na kakšen način, kdaj, rečemo, dajva začeti s časom, kdaj. ja. Zdaj, ponavadi je tako jesen, zjutraj že malo mraz, ne. In če se le da, ne, vsaj popoldan, tam okrog 6. ure, tik preden se zmrači, ne, narediti kakšne lepe fotografije, ko je sonce dovolj nizko, ne, da pride nekako do te, mi rečemo temu zlata ura, ali pa bolj mehka super svetloba, Tako. tista zlata, ne. Če to ne gre, ne, seveda da se fotografirati tudi sredi dneva, ne, opoldan, ko je recimo sonce, da rečem, žge na polno, ne. Takrat se spravimo v kakšno senco, meni recimo osebno so zelo všeč, pa zdajle recimo nisem glih pripravljen, nisem vedel, da me glih to vprašal, ne. Recimo kakšno listje, ne, in se postavimo z druge strani, ne, tako da Tudi, ja. sonce presvetli list, ne, in na ta način dobimo res neko tako teksturo v listu, super, nekaj takega posebenega, ne, in seveda, če z druge strani naredimo fotko, kjer sonce direktno sije na list. Dobimo neko lepo strukturo, ja. Ne, v tem primeru ne, v tem primeru dobimo neko dolgočasen list, kjer je v bistvu samo oblika, ne. Če gremo pa z druge strani pogledati, ne, pa res lepa, super struktura. Tako. No, tako da to je zagotovo ideja, ogromno bo lepih barv, ne, listje se obarva, tako da ni treba, da fotografirate samo tisto listje, ki je recimo na drevesu, lahko je listje že na tleh, kostanji bojo, ježki te, kostanjevi. A veš, kaj je še najbolj zanimivo ob tem času? Koruza. Ne. Kaj se zdaj najbolj dela ob tem času? Ja. Trte, ne? Grozdje. Zdaj, kdor gre na ubiranje grozdja, ne? Kdor je povabljen, naj s sabo vzame fotoaparat, absolutno, ne. Zdajle, če nas Jasna gleda, ne, ti povem, da pridemo na cviček koljaj. No, tako. Kakorkoli, to so taki super motivi, obiranje trgatov, zagotovo to se dobro spomnim, tudi jaz sem se spomnil seveda na hrano, ne, koruza. To so tudi super motivi, ne. Tako da... Pero, a češ sam moj kom prižgati za eno fotko, to, kar je lih Milan omenil. Evo, tole sem jaz naredil eno fotko tako malo za... Ker nisem imel kaj delati, čisto po domač povedan. V glavnem, ja, tudi narejena z, mislim, da celo za 10-18 objektivom, no. In tukaj je bila ura 11 dopoldan. Zaslonko sem zaprl, mislim, da je tukaj bila zaslonka okrog 24. Ja, se vidi, kaj je sonček, sonce je v bistvu taka lepa zvezdica. V bistvu res, to je v bistvu ta vikend pobirajo to grozdje. Točno to je bil zdaj ta zadnji moment, ko sem ga ujel in ta trta se bo spraznila zdaj v tem vikendu. Tako da jesen je, pojdite ven, fotografirajte čim več, uporabite magari tudi stojalo, ne. Sploh, kadar boste fotografirali pri zelo zaprti zaslonki, se zna zgodi, da ne bo dovolj svetlobe, to kompenzirate z daljšim časom. Tako da to bi bil nekako moj nasvet, seveda po jeseni lahko govorimo kar precej. No, mogoče pa omenim še to, ne, da Canon pripravlja eno super akcijo oziroma 7 sprehodov nekako po Ljubljani, ne, fotopotepov. Termini bojo v kratkem objavljeni. Canon bo dal na voljo nekaj svoje fotografske opreme, da jo boste lahko sprobali, ne. Sploh, če razmišljate, da bi vstopili v svet fotografije, da bi začeli.
bomo zelo lepo in zelo nazorno prikazali, kaj se da narediti s teleobjektivom, kaj lahko naredite z nekim makroobjektivom, kaj lahko naredite z neko dodatno bliskavico. Dostikrat se zgodi, da je čist za premalo svetlobe, da je treba nekaj majčkeno osvetliti. Malo bomo probali tudi, kako izgleda kompenzacija osvetlitve. Ne? Tako. Tudi to bomo probali, da vidimo malo razlike. Ne? Pokazali bomo tudi kakšen nov fotoaparat. Tako da vabljeni, da spremljate našo spletno stran, tam boste najdeli vse informacije. In jaz mislim, da je zdaj že nekako teh pol ure mimo. Na koncu res se vam zahvaljujem, vas še enkrat povabim na Fotovok. Ki bo 3. oktobra, ne pozabiti. 3. oktobra se dobimo pred Filharmonijo na Kongresnem trgu. Ugotovili smo, da smo imeli super, tako da jaz bi tole oddajo kar zaključil, se vidimo čez slab mesec. Tako da hvala Perotu. Obvezno. In to je to. Hvala. Lep pozdrav. Ja.